Svašta. Ajde, pičimo. Kam gremo? Ja, čak, kamor me je? Ja, nikamor ne smemo. Ja, okay. Lahko greš do hladilnika, če češ. Joke se kar sam napiše. Ja. Da. A vidiš, da si šla zdaj si po pivo, a ne? Ja. Jaz bom še šel vmes enkrat. Ja, jaz tudi zdaj študiram. Naredimo zdaj še eno Daj pejt zdaj pa kratko s pauzo, ker Kaj sem zdaj delal moram gotovo, da ga na silo nimam brez več. piva, kaj je, vem, matere. Jaz sem ta prvi jebelec, jaz sem pozabil, da sem jaz ta prvi. Kaj Jaz si sem kar ta začel. prvi? Ja, jaz imam zdravo. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je edini podcast na svetu, ki vsako epizodo obdela eno poglavje štoparskega vodnika po galaksiji. A je res edini podcast na svetu? Domnevno. Aha, Mislim, noben podcast o štoparskem vodniku ne obdeluje enega poglavja na epizodo. To bomo Peliju zaupali, ker je zihar vse pregledal. Tako. Ne samo na svetu, kakor vemo, tudi v galaksiji. Mi pa smo. Aljo? Peli, In zi. Podcast podpirate podporniki na Patreonu in Paypalu. Če bi nas radi podprli tudi vi, nas obiščite na hvalazavseribe.si in nas podprite. Zdaj, ko so ošterije zaprte, nas itak drgine morajo podpreti. Včasih si nas lahko tudi za šankom kaj podprl. Se da. Ker smo Mene bili večkrat. malo bolj nestabilni ali pa kukorkoli, ne, se nas je dal podpreti, zdaj nas pa lahko izključno z donacijami. Tako. Tako. Ja, no, ampak moram pa reči, da hvala vsem donatorjem za mikrofone. Vam jih bomo slikali, pa boš pili to nekam v beso, a ne? Bomo dali. Ja, absolutno. Ja, imamo res seksi mikrofone, tako da zgledamo, kot za resni radici. Pa kukor slišite, tudi dobro delajo. Tako da, Ja. Če imate pa radi domača kraft piva, obiščite pelicon.ber in uporabite kodo brez panike za 10% popust in tudi tako podprete naš podcast. Na družabnih in družbenih omrežjih pa smo posod afna opravicujemo se. Wow. In hvala, ker nas poslušate. Poslušate. Ja, tam ne rečem šumnikov, pa šičnikov me pač izjebe. Ja, lej. No, in kaj smo pa zdaj v prejšnji epizodi delali? Zdaj smo končno ugotovili, mislim, da Slarty je razložil Arturju, kaj je zdaj s temi mišmi, da so res paradimenzionalna neki, v bistvu so neki izrastki nečesa, kar je še pač. bolj bizaren. Ja, tako da, no, v glavnem, v bistvu mu Slarty Arturju pokaže fabriko, ne, kako to zgleda, in Artur ugotovi, da se dela Zemlja 2.0 in hoče Slartyja prepričati, da v bistvu miši nimajo nobene zveze z ničemer, ne? In potem Slarty reče, da pač bo povedal zgodbo, kako pa kaj, ampak da bo vzela nekaj časa in pa smo prišli do pečine obešalnika in zdaj je čas za kvarnik. Recenzij pa spet ni, še zmerne, tako da... No. Kaj ne, pol nas podprejo z recenzijami, kaj? Ja. Pa še mi pol to plačamo, kukar. Plačamo, komu plačamo? Kaj plačamo? Beno ne plačamo. Kdo zdaj komu plača? Za recenzije pa ne bomo plačevali. Pa ne, čakamo, halo. Lahko se kdaj, zmerimo na kakšen perno. Mislim, lahko naredimo piknik na koncu sezone, ali pa whatever, ne. To imamo radi, ne. Pa če bo to polet, če se bomo lahko družili, čakamo, neobljubljene stvari. Sam piknik bi bil res dober, ne. Tako da se, a veš, saj s podporniki, ne. Se strinjam, polno Sicer pa nas ne bo veliko, ampak se bomo pa veliko lahko pogovarjali. To bi bilo pa še obvladljivo, ne? Ja, tako da prosim, ne nas podpreti, ker drugače bo piknik čist preveč huge. Zdi, to se lahko pri tebi na balkonu še dobimo. Komod. S podporniki. Na zadnje, kar nas je bilo, mislim, da je bil rekord 10. Pa kaj veš, kakšen balkon je bilo, zelo je gužilo takrat bilo. Je bilo že dolg časa nazaj, ampak še vse nas je bilo, mislim, da 10. 10? Ja, dobro. Lej, mogoče, veš, je že nekaj časa od tega. Tudi če nas je 8, smo še zmer noter. Če nas bo pa 10, gremo pa lahko na moj balkon, kaj enkrat večji od tvojega.
Okay, dajmo, ja. Ful imamo radi te zabave, mogoče mi mogli imeti podcast o žurkah. Se sam še tega štoparca do konca speljamo, bomo naredili. Se jih ni več dosti. V glavnem, kvarnika je konc, smo v 25. poglavju. Tale naš podcast bo del cajta trajal, kakor je razmislek globoke misli, ne? Kakšen lep segway je to bil. To pa je bilo veliko lepo si speljal tole. Zdaj pa ne morem, zdaj pa ne najdem tega podatka, koliko časa je. 7,5 milijona let. Tako. Bravo. Iz glave. To. Bum. A se spomniš, ki je bil kviz na... Kvizkoteka? Ne, kviz je bil na valu 202 pred leti, 100 let je že nazaj. Ki je bil res tako, ker so te klicali pol domov, a veš, prijavil si se, pa so te pa klicali domov, pa si odgovarjal pač na vprašanje, a veš. In je imel tako full lušno reklamo, veš, on si prštima doma, imam atlas, imam leksikon, a veš, takrat še te odgovore poberal, ker ni bilo računalnika. Vse imam, ne? Že pol full let nazaj. Ja. In pa ga ona tako kliče, a veš, a ste si pripravil leksikone, pa atlase, pa to. Pa ne, jaz to kar z glave. To je čist nervoza. Ja. Tako da tale računalnik, zdaj še nismo tam. No ja, tako. Najprej moramo... Tako da je bilo to mal kvarnika. Vse smo že rekli kvarnika. Smo rekli. No, v glavnem 25. poglavje se začne z življenjem. Tako. Jaz bi sam to še rekel, ne. Lih za 25. poglavje sem si dal, sicer ne vem, če se vidim, ampak sem si dal digitalno gor. Digitalno uro, ja. No. Tako. Zimo digitalno uro. Tako, digitalna ura. Čakam pa jaz ta števca, to je tudi digitalna ura. Ja, mislim, se je tehnično, ampak jaz tiskam si ti imaš ta old school sejkod, ne, ali kaj je to? Casio. Kar se ljudi postavlja po digitalno uro, to imam. Zaradi tega sem si danes eksplicitno dal samo to gor. Sameš, ko nimaš kalkulatorja, nimaš gore. Ja, to je moj naslednji nakup. Ker smo vsi v osnovni šoli. Ja, najboljša ura. Na te ure. Za tiste tri, ki se sprašujete, zakaj govorimo o digitalnih urah, zato ker avtor piše, najpopularnejše vprašanja o življenju so, zakaj se ljudje rodijo, zakaj umirajo in zakaj toliko časa med obema menikoma preživijo z digitalno uro na zapestju. Tako. Očitno mi Douglas res rad digitalna ura ali nekaj. Lej, mislim, res je dobro. No. V tistem trenutku je bilo to res nekaj tako... Wow. Ja, wow je bilo, ne? Ja. Po mojem bi on tak starošolski Anglež, veš, da v bistvu je globoko preziral digitalne ure. Ne, čeprav ne, kot smo že govorili, ker je bil navdušen za... Peli, jaz mislim, da so bili to cajti, ki so tudi, po mojem, lastniki unih Filip Patek pa teh podobnih ur, ki so mečkan vsem pogledovali k temu Casio v, ne vem kva, 91, kva si rekel ti. Ja. Ne, a veš, vsem je mečkan... Malih je rajcala, no, ta ura, tako da... Ne, je bila taka, veš, mislim, to je bilo takrat, ko so bila, veš, vesoljska potovanja, pa vse skup, in ta ura je bila, mislim, te ure so bile take, ne, če je tako bilo, ne, to je prihodnost, a veš, to so une, ne več neki mehanično, pa to ne, koleška, pa levo, pa desno. Ki naredijo uno omego, pa vse une na rokce zbrusijo une... Ja, veš, pa se to mora skup delati, ne, to je vse, veš, mehansko pa to, ne, tukaj pa se digitalno. Kaj to vam pršajo te tekoči kristali, pa to je res hudo zgleda, ne? Ja, je. V bistvu imate prav, ne, to je bilo v bistvu... High-tech je bil takrat. To je bil najbolj high-tech, kar ga lahko doživel, ne, takrat, ker so bili računalniki še relativno v bistvu v povojih, ne, v internetu ni bilo še niti duha ne sluha, ne, a veš, to v bistvu internet je bil za nas digitalne ure, ne. Veš, ko smo se, ne vem, sredi 90 prvič preklopili, pa si lahko šel kar na page od Bele hiše pogledati. Tako, ali pa recimo, ne vem, mobilna telefonija, ne, veš. Ali pa malo kasneje mobilna telefonija, ja. Veš, zdaj je vse to pač čist nekaj normalnega, to pač imamo v redu, ne. Imamo digitalne ure, imamo vse, ne, veš. Mislim, mi trije lahko snemamo podcast v vsako svojem stanovanju, pa ne... ni nek tehnološki presežek več to, ker pač ne, imaš lahko to kar doma, a veš. Ja, seveda. V glavnem, očitno so te digitalne ure res neke pomembne konc 70-ih. Jaz še zdaj, kaj jo pogledam, je fest. Sam to rekel, fest je.
Tako da, če kdo je še nima, naj si nabav, ker zamujate, kaj je dober. All right. Čak, bom dal affiliate link v zapiske, da bomo zaslužili še na Amazonu. Okay. Ja, to je Bezos, mater. Lej. Se zdaj lih danes sem gledal neko glas, ki bo posnet cel v Ljubljani v bistvu. Za Bezoson, ali kako si že napisal. Za Bezoson, ja. Okay. Bezoson, ja, cel je bil. Za Show Must Go On. Slovenija za državne proslave si sposoja italijanske slike, ali kaj oni pa pri nas lahko, kakšno stvar pa. Ja, lepo narejen. Mislim, tako, vse je posnet pri nas cel. Torej. Kje smo ostali? Točno to, kje smo ostali. Pri 25. poglavju in da smo se ukvarjali s temi vprašanji, zakaj se ljudje rodijo, zakaj umirajo, zakaj... Ja, in tle pol zgodba gre tako, da v bistvu razloži avtor, kako so pred mnogimi leti neki rasi hiperinteligentnih paradimenzionalnih bitij večina natezanja okrog smisla življenja do kraja presedala, ne, in so v bistvu, ker so jih tudi motila pri njihovi najljubši zabavi, ne, in to je bil brokijski ultrakriket. In so ugotovili, da si vzamejo čas in enkrat za vse rešijo svoje probleme. Ne. Saj te okrog smisla življenja ali kaj. Ne. Ja, le. A veš, mislim, če te že zanima to temo, to rešiti, pa gremo nazaj na kriket. Ne. Ja, ne. Sploh na ta brokijski ultrakriket, ki bi se res čudna igra. Ne. Le, že kriket sam je čudna igra. Da pa še tukaj tole zraven. Ne. Sam tle pa sam... Tega Angležu omeniti. Ne tlega Angleža omeniti, ampak veš, tle brez očitnega razloga enega mahneš, pa zbežiš. Ta zamik mogoče celo bolj zabaven, kot navaden kriket. Se spomniš, ko smo bili mulci, ko smo kje v kakšnih blokih pozvonili, pa pol ušli. Nekako podoben, sam to, da me ga ne boli. Ja. Pa še kriket igra zraven, veš, tukaj razlika. Ja, le, moraš tudi malo napredovati v teh stvarih. Mislim, da če se časa razvijala igra, verjetno moraš malo več ponuditi, ne, kako bi rekel. Ne. Ja. Če hočeš, da je zanimiva reč. Tako, da ljudje gledajo to. Tako. Sam nikjer pa ne napiše, kako se je tej rasi rekel, ali kukarkoli. Zgleda se podobno kot mi, ne? Mislim, na unim svojem nivoju, ali kako na svojem planu. Veš, to je pa spet tisto, nekaj... Da smo ustvarjeni po božji podobi. A veš? Zgleda, da je bil Bog humanoid, ali kaj? Ja, mislim pa se, če ga gledaš po vseh freskah v cerkvah, se v bistvu ne razlikujemo. Mislim, zgleda podoben, ker naš direktor ni jezeja, ne? Ja. Da... Hočeš reči, da je on Bog? Mogoče. A hočeš reči, da je Bog na kreku? Lej. Mislim, glede na to, ko gledam ta svet, čist normalen ne more biti, ne. Ja, se to boš popravil. Zdaj, ali je droge, ali je potreben kakšne psihične, mislim, psihološke, ne psihične obravnave, ne, je pa druga stvar, ja. Ja, to pa. Ampak mislim, da bi si zaslužil, kakšno urco na kavču. Sam urco mislim, da bo rabim malo več. Ni to, kako se on prvošne. Ja, ampak nas ima pa ful rad. Ja, tako. On žive, ne. Malo te tavčem, ampak te imam ful rad. To je pa tisto, kar smo prej v Sean Connerju govorili. Ja. Kako se že reče misterioznost božja pota, ali kako že neki tacga je ta mantra. Tu če se imaš tukaj ful slabo, ti v pol boljš, ne? Ja. Čudne so pote, gospoda. Ja, čudne, to sem iskal, no. Ja. No, in v glavnem ta neimenovana hiperinteligentna rasa je imela pač problem, ki so se odločili, da ga bojo rešili in da bojo zgradili računalnik za te potrebe, ki bo tako fantastično inteligenten. Seveda. Kaj narediš, če ti kaj ne gre? Računalnik zgradiš? Ja, valjda. Predvsem narediš tazga, ki je velik, ki je eno manjše mesto. Ne? Ja. No, zdaj sem se pa malo potrudil, ne, in sem poiskal, kjer je zdaj najjačji računalnik. Ne, itak to skozi dopolnjujejo in nadgrajujejo in vse skupaj. Ne. In imenuje se Fugaku. To je bilo alkovo dejstvo. Ja, res je. A japonski ali kaj?
No, ta verjela. Peli, kako ti pa to ratal? Wow. Mislim, kako bi temu rekel Sherlock Holmes, ne? Elementary derivati. Tako je. A veš, kaj Fugaku pomeni? Nimam pojma. Okay. To nisem ugotovil, je nastanjenje v Kobeju na Japonskem. A tam živi? In polno, tam živi, ja. In polno operativen bo aprila 2021. In to je zdaj zaenkrat najjača stvar, kar jo je možno dati. In zdaj so mu dali že tudi problem s COVID-om za rešiti. In je rešil. Kot vam je vsem jasen, še tega problema ni rešil. Še ni pržgan, valjda. Ja, seveda. Aprila, no? To veste. Aprila, ko bo zalaufal, pa samo upajmo, da si na otoka globoka misel vzel časa. Smo ga najebali. To ne bi šlo. Fugaku je alternativna beseda za Mount Fuji. Točno to sem jaz hotel zdaj reči, ker sem tudi na brzino pogledal. Brehito. Ne smeš povedati, da si na brzino pogledal. Ja, zdaj si pa rekel, to sem pa z glave. Ko sem v 20-ih sem malo študiral, japonologijo. To. Pa vem, da je to. Pa sem spet prvo rekel, ja. Ja, v glavnem, zanimiv Fugaku, ne. Ampak sem še zmeraj ne mer toliko manjše mesto, ne, v bistvu. Verjetno, da ne, mislim. Zdaj, Kobe, mislim, da ni zdaj sam ta računalnik. No, da je tudi ampak veš kaj, takrat, ko je Douglas pisal o tem, takrat so računalniki res gledali veliki, ne. Že zaradi tega je bilo. Mislim, Pa se tudi zdaj so, poglej si vne slike, sem šel malo pogledati in tudi zdaj ni to majhna reč. Ne, to se itak... To so zdaj že računalniške farme, tako se temu reče. Tako, to so zdaj sam pač diski skapvezani, pa itd. V bistvu mi sploh ni bilo jasen, kaj je to zdaj. Zdaj ima hitrost 415,5 petaflopov. Kaj to je? To verjetno vidva bolj štekata, jaz ne. Stari mi, da sem piksle premikal, jaz sem dizajnerja. Dobro, kakšne stvari ti je več jasna kot meni. Hvala, Rebo. Ja, za tole, ja. No, ne tisto, ki je pa pol, zdaj, ko so imeli ta super računalnik, ki je bil tako fantastično inteligenten, ne, kaj je izpeljal, že mislim torej sem, se pravi tega znamenitega Sokratovega stavka, je izpeljal obstoj riževega pudinga pa davek na dohodek. Preden so ga mogli izključiti. What the fuck? Dve stvari, ki so Angležem zelo pomembne. Rižev puding pa davek na dohodek. Tako, ja. S tem nakazuje, da je bil ta super računalnik res super, da lahko kar hiter kvrca. Ja, pa tudi takoj se je zavedel samega sebe. Veš, ni bilo najprej. On je v trenutku bilo najprej se je zavedel samega sebe, pa je pa šel na riž, oziroma rižev puding. Sam res, ja. A veš, to je neka mega mašina. To je neka mega mašina. A veš? Sej, a veš, sej tudi tale davek na dohodek, sej kdaj je bil? To pa pojma nimam. Ne vem, mislim, predstavljen je bil, da je bil, to je bil za, ne vem, za reševati neko vojno, oziroma neke res niso tega prej uvalili noter? Mislim, tisto ja, ampak davek prav na dohodke je bil pa kasnej, ne? Mislim, da je bil finančno uprava Republike Slovenije, tako da teh mislim, da je bil predstavljen tako kot neka sam začasna zadeva. Aha, pa se malo pariral, kaj? Se veš, kaj pravijo, nič ni bolj trajenega, kot začasni vladni ukrepi. Res je res. Ja, še eno ali to v dejstvo. Nažalost ni moje dejstvo, nažalost je to, kar splošno sprejeta resnica. Upam, da ne bojo tili začasni vladni ukrepi, da se ne bo to potegnili v leta, najbrž ker tako pa če. No, tudi tili mikrofoni se pokvarjajo s časoma, tako da upam, da se ne bojo pokvarili, kak jih mogo. Ne klič hodiča. Ja, se pravim, da bo toliko časa tukaj. Ja, to bi bilo res neugodno. Že tako se ti zdi, da ta 2020 traja njih 5 let že pizda.
Še kaj, še lepo. Zanj sem tam čakaj, kje sem gledal. No. Veš, tako je bila kao na temle AliExpressu sem gledal majca, veš, pa je bilo tako 2,20, pa one Amazonove zvezdice od spod, pa je bilo kao 1 zvezdica, ne, pa je od spod pisal would not recommend. 2,20 res ni ratala, tako da bi rekel. Ja, ne se jed tega. Ni bilo, enkrat, ki si na tle gre, lahko še gor. Ja, to je edino dobro stvar tega. Ja, sam težko je ta poden ocent, ne. Ja, kje je poden, ja? Ali še padaš, ali bo šlo, da se bo obrnil, ne? V večini ne vem, nekih drugih držav je tole, kar mi štejemo kot poden je. Veš, to je Pedro Opeka enkrat dobro rekel, takrat, ki je prišel v Slovenijo po uno nagrado, ker so, ne vem kdo, Pahor, kdo mu je dejal neko nagrado. No, in to je bilo, mislim, da glih 2009 ali kjerga leta, takrat, kao smo bili mi po uni krizi, 2008, ne? In je on prišel sem in pač je bil, ne vem, par dni in je pol rekel, če je to kriza, pol si jo mogel za nas eno drugo besedo zmisliti na Madagaskarju. Sej to je to, ne, veš, ja, ljudje živijo z $1 na dan, ne. Ja, ne, tako da to ne moramo šteti, da nam je res grozno težko, ne. Še vse, tudi se ni zombijo šel zunaj, ne, ampak veš, ne bi jih imel še, no, zdaj. Mislim, jaz jih ne bi imel nikoli. Čeprav sem preštudiral The Walking Dead in Fear the Walking Dead, tako da nekaj osnovnih informacij od tega, kako jih je treba ubiti, imam. Ja. Ja. Zdaj enkrat jih še ni vzuni, tako da. Dobre novice, drage poslušalke, poslušalci, zombi še niso zunaj. Kozarac na pol poln. Ja, podarite na še. Tako, je še, per imamo še v roh, to je v redu. Tako da to je v redu, ja. No, in v glavnem, mi smo pa v bistvu na tem, da je glavni kontrolni pult iz najfinejšega ultramahagonija in da je skratka ful super in ful hud in 2 modela prijeta na dan velikega zagona. V bistvu je res predstavil tako, veš, kakor sem jaz tako, mislim, meni se tako predstavil tako, veš, angleški klub, ta, veš, zelo zaprt, veš, mahagoni, leder, ultra rdeče usne. Ultra rdeče, veš, tak, ne. Fancy, tak, sam ta fancy na old school fancy, ne. Tako, ful imamo ledra, verjetno kakšne tapete, te žametne neki ali pa. To me je tako malo fascinantno. Recimo, zdaj bi rekli, bi šli bolj to clean estetiko, ne? Minimalno, ne? Bela stena pa gor, pa da zašli pa ne. Ne, sam je čistko, ni da bi si predstavljal, da je to bila neka računalniška soba, ne? Ne, daleč iz tega ne. Tudi recimo dva, ki prideta, ne, on jih razloži neki oblečena, ne vem kako, pa z nekimi aktovkami, ne. Ja. Mislim, vse je bilo usno. Ko si danes računalničarje ne predstavljaš, ne, ker drugač prišla to 2 mulca, ki ti fuknil v ruzak, ki je na mizo, ne, in veš, ne bi tudi približno ne zgledali, tako kot je klede. Ne, tam sta pa šla strokovnjaka. Resno oblečena programerja z aktovkami, mislim, to je tako, ne vem, to je čisti oksimoron. Z aktovkami pride menedžer. Pa v usne vezane beležnice sta imela, ne, blasta pa, mislim, imene zmata pa kar 2 mulca, ne, Lunkvil pa Fuk. Lunkvil pa Fuk, to zdaj malo poenostavil, ja, ampak okej. Dobro se pa sliš, ja. Se pravi, takrat so računalničarji tako izgledali, veš, to je zdaj tako malo inženirji, ne, valjda, ne. Časovna enota, veš, to so bili znanstveniki. To je veš. Ja, seveda. V halah, valjda. Tako v halah je šel prišel beli. Ti nisi imel pa računalniku kaj delata, veš. Ja, točno to. Pa to en osnovnošolc ti verjetno isto stvar naredi tako domalce. Ja, lej. Ja, lej. To tako je, ne. No, in potem prižgete kompjuter in kompjuter, mislim, računalnik, globoka misel, ne, takoj pove, da kaj je ta naloga, zaradi katere sem bil jaz drugi največji računalnik v tem vesolju prostora in časa preklican v bivanje, ne.
In malo trznete na to. In trznete, ne. Trznete, kako čakal drugi, če smo te načrtovali, ne vem koliko cajta, pa da si ti najmočnejši pa tret. In on prijavil, da pač jaz sem se predstavil kot drugi in to tudi sem, ker očitno, ne, globoka misel ve, kaj je, ne. Ja, seveda, ne mi s temi polračunalniki, ki niso vredni ničesar. Ja, in pol se neki dajejo točno s tem, ali unga v Maxi Megalonu, pa ne, to bla, bla, bla. En je tudi Google Plex neki, ne? Sam to ne. Ja, eno misel v angleški verziji je neki, ta drug se mi zdi je Google Plex neki. Prav, G-O-O, Google Plex, tako neki ta, sem rekel, okej. Google tukaj dobil ime, ja. Wow, to je pa treba preveriti res v angleško verziji. Ta drugi je 3 trilijonski zvezdni mislec iz 7. galaksije luči in razuma. Tako. Ja. Čak pa ta tretji, pa veliki hiperbolični vsevedni nevronski besedovalc nad Cicerono 12, imenovan tudi nepremagljiv čarodej. In potem v glavnem ugotovi, imata problem. Zato se malo udala, ne? Ja. Mislim, dej povej za kvad drugi, ne? Mislim, kje je zdaj problem, ne? Ja. In pa on reče, ne, čist simpel, jaz sem drugi največji računalnik v vesolju, prostora in časa, ne? In pa on da še mal, drezata, ne? In pa prijav, ti kibernetični idioti niso vredni niti enega miselnega kvanta. In razloži, da v bistvu govori o računalniku, ki bo prišel za njim. Ker on že res naprej razmišlja. On je, mislim, vid stvari. Ne? Ja, sam Fuka je pa to zdaj res zjebal. Fuka je sfukal, to je do konca. Dobesedno ga je sfukal. In je rekel, da bo tole mesijanstvo že preseda. In v bistvu globoka misel ga pol zavrne, da kaj pa ti veš v prihodnih časih. Ne. Tako. In pol lepo razloži, da naslednji računalnik, ki bo prišel za njim, ne, da ga bo on načrtoval, ampak da to še ni to. Ne, v bistvu on pove, ne, da pač bo on toliko hud, ne, da mu on ni vredni izračunati niti operacijskih parametrov. Ne. Tako ampak da ga bo pa v bistvu vseeno mogel on načrtovati, ne, ta računalnik. Ne, in da Onedva sta se sam gledala, načima po mojem ni bilo jasno. Veš, to je verjetno tako, kot bi mene postavil za unga, ko smo rekli, da je Fukaku. Fukaku ali karkoli že, ne? Fugaku, ja. Fugaku, pardon. Najbrž kakšno bi rekla, ampak kaj dosti pa ne bi delač prišla, ne? In te dva pa mislim, da sta imela isto težavo, ne? Ker pač ta računalnik je bil za njun domet je bil precej prehudno. Ja. In onedva sta itak hotela mu samo eno vprašanje postaviti, ne? Eno edino, zdaj ga je bil narejen ta računalnik. Tako, ja, mislim, da nista bila, njegovi moči niti nista bila dorasla, ne? In to je pač tako, ker se veš, kako je, to je kot avto vzameš s preveč kojni, pa ne znaš voziti, ne? Uni YouTube videli s Ferrari, pa to, ne? Nesreča ni daleč, tako da, ne, in sta te dva pač rekla, ok, dej, v redu je, ne? Začnimo delati, ne? In mu onedva razložita, za katero nalogo sta ga ustvarila. Ne? Mislim, ne onedva, no, ampak za katero nalogo so ga ustvarili. Ne? Tako je. Da jim pove veliki odgovor. Na problem življenja in vesolja in sploh vsega. Ne? Tako. A veš? Ja, pa sej globoka misel je priznal, da je kar zvit vprašanje. Ne? Ja. Da ni neki tako. In da bo rabo čas. Ja, da odgovori na to. Pa je, da bo zmogel. Ja, da bo, ampak bo pa trajal malo. Malo bo mogel premisliti, rekel. Tako, malo bo mogel premisliti. Ja, in v tistem uletita... Tako, kar povej, Peli, ja, kaj se zdi. Kukor jaz sem to prebral, uletita dva jezna fanatika, ne. Ja. In
zahtevate, da jo spustite zraven, ne, in hočete, da v bistvu zahteva, da nam ne morete preprečiti vstopa, ne. Čeprav sta bila že v pisarni in kaj hočeta in ne rečeta, kaj hočeta, ampak se predstavta, ne. Jaz sem majkiste in jaz sem zahtevan, da sem frondel. In kaj ona, da tega ne rabite zahtevati, ker to je malo. Ker najbolj si že, ne. Ja. Tako kot ti zahteval, da speli, ne. Ja, se to res. Ja. In pol se nekaj prepucavata, ne. In pol pravita, da v bistvu da ne zahtevata golih dejstev, ampak to, kar zahtevata, da so popolnoma ne gole dejstva, ne. In v glavnem ugotovimo, da sta dva filozofa, kaj sploh hočeta tle, ne. Mislim, kaj, ne. Kaj je problem? Ja, isti, ki ga imamo, ne. Veš, tudi kot ti danes en rekel, ne, da pač, mislim, ker ti dejansko dal kdo dokaz za neobstoj Boga. Ja. Ja. Ne? In ti pač rečejo, da Bog ne obstaja, se pravi, ni ne Allaha, ni ne Boga, ni Jehove, ni unga, ni tretjega, ne? In to je vse skupaj brez veze. Ne? A veš, koliko ljudi je v službo, recimo, ne? Zaradi tega. A misliš, da bi se to res zgodilo? Recimo, da en res reče, mislim, da dokaže tako, QED, evo, lej. Ne, mislim, to se ne bi zgodilo, ampak s časoma bi se, ne, ampak ja, dejansko je, ne vem, to je tako, kad en poklic uničeš, ne vem, a veš, kaj si imel, ne vem, kjeri poklici so se ne bi zgodili v zadnjem času. Pri temu Bogu, da jaz lahko čisto enostavno razložim, zakaj ga ni. Zato, ker smo si ga mi izmislili. Ker, ne, a veš, njega pred Sapiensom Boga ni bilo. Ne obstaja noben zapis. Ne bomo te heretične stvari poslušali. No. Hočem reči, veš, ljudje so zmeri verjeli v nekaj, kar ne, kao bedi nad nami. Veš, ker niso se znali kaj razlagati, so rekli, kdo je to naredil? Bogec. Ja, sam, a veš, kaj pa meduze? Ne? Preden smo zlezali z morja, so meduze v kaj verjele. Če so meduze v kaj verjele, pol najbrž še zdaj verjamejo v neki. To še ne pomeni, da je ni Bog ustvaril. Tako? A veš, tudi če ne verjamejo v to, da... Mislim, a ti moraš verjeti v eno stvar, da te lahko tista stvar naredi. Jaz mislim, da ne. Ja, seveda, da ne. Ja, tu v Madonna, zdaj smo pa že malkiste, pa unta drug. Aha. A veš, in tukaj je to, ne? Si to predstavljaš, ne? Ne moreš. Res je, ne, vse to smo že večkrat rekli, da se mu pa če res ni posrečal, ampak... Ja. Jaz še zmeraj mislim, da ga ni, ampak dobro, ajde. Ne, pa se tukaj se mislim, da dva prepričana prepričuješ. Se vem. To je težko argumentiramo proti. Vsakič imamo lepe debate o Bogu ali ne. Ne, mislim, ja, sej, po drug se nam pa ne, lahko pa tudi, če jaz ne verjamem, bi še zmeraj lahko ustvaril, ne. Ja, veš, pa seveda lahko tudi je, ne. Ja, lahko tudi je, ne. Lahko pa tudi ni, ne. Itak. Tako da, to bomo zvedeli takrat, ko bomo dejansko dobili podatek, ali je ali ni, ne. No, ampak oni so hoteli nek podatek, ne? In recimo, tisti je ful lepo sta one dva filozofa rekla, ne? Kakšen smisel ima, lepo prosim, da se mi celo noč preklamo, ali Bog je, ali ga ni, ne? Če ta prekleta mašina zjutraj postreže njegovo telefonsko številko, ne? A veš, ne? A veš, zdaj, ne? Vsa ta debata, to je tako, kaj jaz pravim, zakaj so telefoni pokvarili debate, ne? In Google in vse tako, ne? Ker prej smo se lahko kregali, mislim, še zmeraj lahko kregamo, ampak zdaj ta moment, ček, samo na Google poglej, ne? Ja, itak, prej smo se pa... Poiščeš pa je, ne? Ja, prej je bilo pa tako, je bila pa debata, že celo noč, čakamo, ne, jaz se spomnim, ki je moj friend, ki je šel od unga, pa je vedel, pa gor, pa dol, pa levo, pa dol, pa so se kregali, ne, a veš, kakšen je bil rezultat Jugoslavija, Italija... Ja, se ti spomniš, da so lahko na splošne informacije poklical? Ja, točno to. Ta moment je bilo, klicali smo informacije. Ker si že imel telefon, ker si bil pa mulc pred bokom, je pa prvi star šel gor do fotra, pa ga vprašal, kdo je dal ta drug gol. Ne? To je velik debat je bilo, veš, koliko je bilo, ne vem,
84, kakšen je bil rezultat Jugoslavije, Argentina, ne? Pa dobro, takrat se je to vedelo, ker smo bili takrat. To sem je strica, Bog mu da je večni pokoj, ker te rezultate na izust vedel. Tako. No, a veš, ampak to so bili redki, ki so vedeli, ne? A veš, večina nas je pozabila, mislim, še posebej mulci smo pozabili, ne? A veš, pa kdo je dal? A je dal Pixi gol, a je dal, ne vem, ne? A veš, kdo je dal gol pa, a veš, ne? Levo, desno, ne? In pa da ne govorim o drugih debatah, ki so se dogajali, sem sam na fuzbol napelo. Ja, itak. Kaj veš, zdaj lahko pogledaš, ne? Zdaj gledaš, bum, ne? In imaš, ne? Ja, se to, veš, ker v bistvu kleje, ne? Ker v bistvu ljudje imamo radi neko občutek sigurnosti, ne? In zato verjetno tudi ta odgovor iščemo, čeprav nas je v bistvu tudi malo strah, da ga bomo najdli, ne? Sigurno, ja. Mislim, zato je tudi majkiste, da pa flomda strah, ne, ker sta v bistvu, veš, ona da sta takoj zahtevala, da bojo filozofi štrajkali. Ne. Ja, se lahko sem reči, ona sta pa še malo kruha borca, ne. Veš, to je pa šiht, ne. Absolutno, ne. Zdaj je ta mašina prišla, pa vse rešila, to je zdaj tista, veš, ne. Roboti bojo vse naredili, ne. Ja. Mislim, mimo službe, ja, veš. Ja, mimo službe, ne. Filozofi bojo štrajkali. Ja. To je bil, v bistvu je bil ta globoka misel, bil en migrant. Kaj ti hočeš šiht vzeti? Ne, to so roboti stari, to so ti, veš, hudi, ki so... To je v bistvu mega migrant, ne. Ultra mega migrant. Zanj sem eno lepo misel prebral, kar se tega tiče, ne, kako zgleda, da je sedijo bankir, migrant pa delavc za isto mizo in na mizi je 20 piškotkov. In bankir vzame 19 piškotkov in potem reče delavcu, pazi, tale migrant je v spizdu piškot. To je to, ja. To je to, nekaj nek smo zdaj. Tam nekje, ja. Ja. No, ampak v glavnem, da reš zagato Fuk vpraša, koliko cajta bo tekel ta proces, da boš ti to zračunal. In globoka misel pač rukne 7,5 milijona let. Ne. In tudi razloži, kako bojo oni res lepo fajn zaslužili. Ne, ja, v bistvu ne. A veš, oni so itak, ne, mislim, kva 7,5 pizda, kva vam je, ne? Ja. Veš, mislim, kva ti je? Ne, a veš, in pol je on le toliko brihten, ne, da jim pol razloži še v zadje, ne, mislim, kaj se buniš, če v to toliko cajta traja, ne? A veš, oni so bili najprej čisto, zakaj toliko cajta, ne? Ja. In pol, ki jim je razložil, da bo to odmara za generacije. Da cajt lahko izkoristijo, ne, za... Tako je. Za maužo folka, promocijo. Ne? Ja, rečemo, promocijo. Ja, nisi džabe toliko pameten, ne? Da se bojo lahko še zmerjali po bulvarskem tisku, ne, in najeli dosti splete menedžere in bojo zaslužili celega boga enega denara, ne. In pol majkiste ugotovi, ne, da ja, mislim, sej tale je pa kar pameten, ne. Temu se pa reče pamet, ja. Temu se pa reče pamet, ne. Malo sta, kako bi rekel, malo sta fascinirani. Ampak je bil pol ego ta, veš, je rekel prav. Ja, to pa ja. Reče, ne, zakaj se nama nikoli ne pride nič tazga na misel, ne. Prav, ne vem, mogoče ima pretrenirane možgane. Ja, točno to. Mi da smo malo prehuda, da ti take balkanske, veš, pridajo. Veš, to je tako kot ono, ki si ti trenira neki poti, pa en lažnjak spusti, veš, balkanski. Ja, ampak lej, polka ste ugotovili, da bo v bistvu za 7,5 milijonov let, ali koliko milijonov, ja. Da bo vse v redu, ne. Sta se zasukala na petah in odkorakala skozi vrata v naravnost bleščečo prihodnost, ki je presegala njune najbolj divje sanje. Ja. Si že predstavljam. Ja, valjda. Odjahala so v sončni zahod. Ja, približno tako nekako. Od Queenov ali pa od Rolling Stonesov v najboljših letih. We are the champions je tukaj vzati igral, saj v njeni glavi. Yep. Sej pravim, ne. Sam ti mogo uno zabavo, ki so jo oni imeli, ne to, kjer si ti slišal We are the champions. Zdaj. Ja, tega pa ne bo več. Tako da, in to je to za to poglavje, ne? Ja, to je to. Spet pečina obešalnik, ja, to je to v bistvu.
Tako da vabim poslušalstvo, da preberete citat iz 26. poglavja in objavili ga bomo v naslednji epizodi. Vse piše na hvalazaseribe.si, tam je tudi telefonska številka naše tajnice, ki upravlja veliko življenj v teh časih. Prosim, pokličite na 0599 68685. Vsak glas šteje, bom rekel. Sameva pa že zihar en mesec. Najbolj pa bomo veseli vaše direktne podpore. Zato se iz srca zahvaljujemo vsem Lukatu, Blažu, Mateju, Juretu, Primožu in neimenovanemu junaku. Veste, kdo ste? Iskrena hvala za vašo podporo. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Na hvalazaseribe.si. Hvala. A ti, Aljo, že nekaj? Hvala. Aljo, si zaspal ali je končno? Kaj? Aljo. Kaj? Velika ipa. Pa ni za da zadnji. Dobrga si pa. Čak šit, jaz moram tudi. Sej vam.